Kaj vam pomeni na dan rojstnega dneva Ivana Vurnika, Vurnikova nagrada? Vi ste štipendistka. Jaz sem zelo vesela in se zelo lepo zahvaljujem vsem, da so nam dali to priložnost, da smo se sploh prijavili in dobili nagrado. In se mi zdi, da je to ena priložnost, da mogoče mladi bodoči študenti kaj doprinesemo k prostoru in k oblikovanju arhitekture naprej. In kakšna je bila vaša štipendijska naloga? Mogli smo oddati svoje najboljše projekte preteklih let. To je bila naloga za študente arhitekture 5. in 4. letnika in potem smo jih zložili v portfolio in oddali. In koliko časa ste pripravljali to štipendijsko nalogo? V bistvu je projektiranje nalog potekalo par let, zadnjih recimo 5 let, potem sem pa rabila par dni, da sem vse to skupaj zložila v nalogo in jo oddala. Vi ste oče Sebastjana Celbarja, ki je trenutno v tujini. Kaj pomeni to za Sebastjana in kdaj je on začel s to nalogo? Pravzaprav, če ne bi prišel v ožji izbor in dobil te nagrade, mi kot starši ne bi vedeli. Vemo pa, da ga prostor zanima, od mikroprostora, ki ga je mogel zdaj doživeti v družinski hiši. In jaz mislim, da mu je ta nagrada ena dobra popotnica, ki je šel v tujino. Jaz mislim, da njegovo mesto, ker bo zaradi velikih ambicij nekaj tam, nekaj časa, ga pa vse razsežnosti prostora, od tega mikro znotraj družine, bivanja in tudi prostora in njegovih funkcionalnosti. Ali se je zgodaj začel ukvarjati z arhitekturo? Predvsem z risanjem, s prostorom. Ima zelo prefinjen čut za prostor. Ko je bil še čisto majhen, recimo konja začel pa repo risati, pa smo rekli, kako se bo to šlo, pa se je vse šlo lepo. Obvladuje prostor. Sočasno ga pa mu prisluhne, opazuje, kaj v prostoru še je. Kaj mu pa pomeni ta Vurnikova nagrada? Verjetno je to vprašanje za njega, pa vendar verjetno veste. Kar nam je v besedah povedal, je rekel, da kljub temu, da se je zdaj krepko pripravljal za tale daljši odhod v tujino, se je posvetil temu, ker poleg Plečnika, Vurnika še nekaj arhitektov zelo spoznava, tudi nas je peljal malo v tujino za te primerjave in to sobivanje teh različnih arhitektur. Jaz mislim, da je ponosen, tako kot smo mi. In mu je dobra popotnica za v tujino. Iskrene čestitke vašemu sinu, vam pa hvala lepa za pogovor. Najlepša hvala. Vi ste prevzeli nagrado vaše hčere Eve Pavlič, ki jo trenutno ni tukaj. Kaj pomeni njej ta Vurnikova štipendijska naloga, ta nagrada? Mislim, da je predvsem pomeni neko zadoščenje pa neko spodbudo za sorazmerno zelo veliko dela, tudi odpovedovanja. Ona je trenutno v tujini, zaključuje magistrski študij arhitekture na Danskem na Kraljevi akademiji za umetnost in arhitekturo. Dela tudi tukaj vzporedno fakulteto, tako da je veliko dela odpovedovanja in tako da mislim, da je zadovoljna, da bo videla, da ima njen trud, neke rezultate. O čem je pisala v svoji štipendijski nalogi? V tem, kako je treba arhitekturo, pa tudi samo graditev objektov, tudi mest, naselij prilagajati in take, da so zmožni spremembam, ki jih doživljamo tudi mi kot ljudje. Je bila njena žilica v rani mladosti tudi risanje? Predvsem umetnost, različne vrste umetnosti in mislim, da je na arhitekturi najdla dobro sinergijo inženirstva in umetnosti, ker arhitektura je umetnost. Iskrene čestitke vaši hčeri in srečno opravljen magisterij. Najlepša hvala. Kdo je pravzaprav Ivan Vurnik, katerega rojstni dan je prav 1. junij? Ja, hvala lepa na tem vprašanju. Seveda, Krajevna skupnost Radovljica praznuje svoj praznik na rojstni dan našega rojaka, arhitekta Ivana Vurnika. Ivan Vurnik je bil eden naših najboljših arhitektov, predvsem je imel eno veliko širino, praktično pa živel v istem obdobju kot arhitekt Plečnik.
Vurnikovo študentsko nagrado pa smo njemu posvetili predvsem zaradi tega, ker je bil on pobudnik in ustanovitelj Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, na katero je potem povabil tudi arhitekta Plečnika. Žal v življenju ni bilo vse z rožicom poslano, če tako po domače rečem, in je bil pri oblasti kar nekaj časa, ne glede na njegovo politično prepričanje, ki je bilo zelo levo usmerjeno in zelo je podpiral enostavno arhitekturo, ki je bila usmerjena v sodobnost, z uporabo sodobnih materialov, racionalno gradnjo. Že v 30 letih so znani njegovi koncepti delavskega naselja v Mariboru. Seveda Radovljičani pa se najbolj spomnimo njegovega kopališča, ki je bil v Radovljici, žal od njega, ki je dosti ni ostalo, samo lokacija, ampak že v tistem času je imel zelo zanimivo sodobno konstrukcijo skakalnega stolpa in pa seveda inovativno rešitev izrabe sončne energije za ogrevanje bazenske vode na strehi kabin. No, to je sigurno ena najbolj znanih podob v Radovljici, ki jo imajo starejši občani še vsi pred sabo. Zdaj pa seveda jo ni bilo možno ohraniti, predvsem zaradi nove funkcije bazena. Bo pa predstavitev teh rešitev vključena tudi v projekt nadgradnje obstoječega bazena v zimski bazen. In prav v teh dneh potekajo Vurnikovi dnevi v Radovljici, ki so že kar tradicija. Ja, že 10. leto Center za arhitekturo organizira te Vurnikove dneve. Center za arhitekturo ga moramo zelo pohvaliti, se intenzivno ukvarja z vzgojo predvsem mladih, da pri prepoznavanju kvalitetne arhitekture, in v tem smislu smo pristopili skupaj tudi k organiziranju Vurnikove študentske nagrade. Danes je bila podeljena že tretjič, kar kaže na to, da bo verjetno ostala tudi, ko mi ne bomo več tako aktivni kot sedaj. Pomembnost pri tej Vurnikovi študentski nagradi jaz vidim predvsem v tem, da se tukaj povezujejo študenti obeh slovenskih fakultet za arhitekturo, tako ljubljanske kot mariborske. To je pač ena izmed redkih prilik, da obojni sodelujejo na nekem skupnem projektu. Seveda se pa poleg te Vurnikove študentske nagrade dogajajo tudi druge stvari. Popoldan bo otvoritev natečajnih rešitev za Vurnikovo pot po Radovljici. Študentje so sodelovali 7 skupin pri pripravi predloga, kako bi turiste popeljali po Radovljici po sledeh Vurnika. Res je, da v samem mestu nimamo več nekih lepo ohranjenih Vurnikovih del, razen Savnikove hiše seveda in pa grobnice na pokopališču, ampak imamo pa veliko lokacij, na katerih se lahko spomnimo našega velikega rojaka, in to so udeleženci natečaja skušali tudi predstaviti in turiste popeljati skozi naše mesto. No, poleg tega je bil tudi organiziran fotografski natečaj, ki je predstavljen v predverju graščine. No in seveda po njem se imenuje tudi Vurnikov trg, ki je zdaj lepo urejen ob vhodu v Radovljico. Ja, seveda, Vurnikov trg je morebiti dobil kar pravo ime. Predstavlja pravzaprav najbolj sodobni del Radovljice, tako kot je nekako Vurnik hrepenel tudi pri svoji arhitekturi in uporabljal sodobne rešitve. Je pa seveda iz Vurnikovega trga tudi lep pogled na njegovo rojstno hišo, tako da pravzaprav sta kar dva razloga za to poimenovanje. No, prav na Vurnikovem trgu pa v teh dneh nastaja tudi maketa srednjeveške Radovljice, ki bomo nekako odprli še v tem mesecu in bo predstavljala domačinom in turistom podobo našega mesta v srednjem veku. Iskrene čestitke ob krajevnem prazniku, seveda vam in pa tudi vašim občanom. Hvala lepa za lepe želje in hvala, ker ste se udeležili današnje prireditve.